V sklopu digitalnega inoviranja kulturne dediščine gradov Posavja so končni rezultat 3D modeli, ki se predvajajo na hologramskih predvajalnikih v interpretacijski sobani. Potem 360-stopinjski posnetki, ki obiskovalce preko VR očal popeljejo v svet gradov. Gradove prikazujejo dejansko v podobi, kakršni se nahajajo danes, tako da s pomočjo VR očal si obiskovalec lahko predstavlja, kakor da bi dejansko stal na lokaciji gradu in ga raziskoval. 3D modeli, ki se predvajajo na hologramskih predvajalnikih, imajo še spremljevalne informacije glede zanimivih zgodovinskih in arhitekturnih podatkov. Naredili pa smo tudi nekaj posnetkov, ki se lahko predvajajo na navadnih LCD zaslonih ali pa na spletnih aplikacijah in ponujajo vpogled v ponudbo gradov Posavja in pa novo turistično doživetje 7 veličastnih. Saj, ko obiščeš grad, ne vidiš vseh skritih kotičkov, ne spoznaš vseh legend in seveda skozi različna digitalna orodja spoznavaš mnogo novega. In seveda na tak drugačen način spoznavajo tudi mladi, ki mogoče nikoli ne obiščajo grad in seveda odkrivajo kulturno dediščino, ki jo delijo s svojimi starši, dedki, babicami in seveda približajo tudi digitalizacijo starejšim. 25.10. bo pa na gradu Reichenburg potekala okrogla miza na temo e-gradov. Okroglo mizo bo povezovala novinarka Marjanca Grčman. Na okrogli mizi bodo sodelovali župan občine Sevnica Sretko Cvirt, direktorica Regionalne razvojne agencije Posavje magistra Nataša Šerbec, direktorica direktorata za turizem gospa Dubravka Kalin, potem predstavnika Luxury Slovenija, ki je tudi bil zunanji izvajalec za izvajanje butičnega doživetja in tudi prodaja oziroma trži butično doživetje. In pa Arctur in predstavnik Arcturja gospod Matevž Strauss iz Nove Gorice, ki so bili pa zunanji sodelavec oziroma zunanji izvajalec za digitalizacijo vseh teh naših gradov. Imamo zelo veliko in lepih gradov, ki si jih je seveda potrebno ogledati ne samo skozi fizične oči, ampak tudi na malo drugačen način, skozi digitalna orodja in seveda s tem približamo vse te vsebine, ne samo tistim, ki so mogoče fani kulturne dediščine, ampak vsem ostalim, ki še niso pomislili, da bi obiskali naše gradove. Vse te informacije, kar se tiče e-gradov Posavja, so dostopne na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje in pa tudi v posameznih gradovih lahko uporabijo QR kodo. Bodo videli, tam je pač tabla e-gradovi Posavja in če kliknejo na tisto QR kodo, se jim vse informacije prikažejo, hkrati je pa tam tudi ena nagradna igra, tako da mogoče vljudno vabljeni vsi, da si pač poskusijo tudi s to nagradno igro pridobiti nagrado. Vse te 3D modele in 3D zajeme bodo upravljalci gradov Posavja lahko tudi v prihodnosti uporabili in jih tudi nadgradili z novimi tehnikami digitalizacije. Lahko pa bodo tudi na ta način nadgradili svojo muzejsko ponudbo ali pa razvili še kakšno novo turistično doživetje, ki bo povezovalo naša turistična doživetja s kulturno dediščino Posavja. Po posvetu z vsemi deležniki, ki so sodelovali pri projektu e-gradovi Posavja, smo se odločili, da bomo interpretacijsko sobo gradov Posavja, torej to digitalno sobano, kjer se trenutno nahajamo, postavili na lokacijo Term Čatež. To smo se odločili zato, ker so Terme Čatež s turističnega vidika najfrekventnejša lokacija v naši destinaciji Čatež in Posavje. Torej ugotovili smo, da se na tej lokaciji gibljajo zelo velike mase turistov, ki pa sicer niso toliko navdušeni nad raziskovanjem kulturne dediščine ali pa so bolj omejeni na doživetja, ki se nahajajo na tej lokaciji. S interpretacijsko sobo pa smo želeli vsem tem obiskovalcem predstaviti tudi kulturno dediščino gradov Posavja in jih motivirati, da se bodo odločili in v času svojega dopustovanja tu obiskali vsaj enega od gradov, če ne kar vse. Torej obiskovalci, ki bi želeli doživeti 7 veličastnih, se lahko odločijo in bukirajo to doživetje preko agencije Luxury Slovenija, ki jo vodita Matej Knific in Matej Valenčič. Torej, agencija poskrbi, da bodo obiskovalci obiskali vseh 7 gradov, ki so vključeni v doživetje 7 veličastnih. Poleg obiskov na gradov in posebnih avtentičnih izkušenj pa boste okusili tudi pristno posavsko kulinariko in doživeli še nekaj posebnih outdoor aktivnosti v naši destinaciji.